Kako nevarna si sama sebi, če bi bila drugim, bi te ne imeli tako radi? Dober dan, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke Nena podcasta. Spet smo z vami. Dolgo sva bila že dogovorjena za ta pogovor, Esad, a zdaj si le tukaj in meni se zdi, ko sem se pripravljala prejšnje dni na ta pogovor, kot da so v bistvu v tvojih knjigah, pesmih in intervjujih bila odgovorjena že vsa moja vprašanja. Esad Babačić, dobrodošel tudi ti v Nena podcastu. Hvala, da ste me povabili. Hvala. Nena podcast s Suzano Lovec. Tisto na začetku so bile seveda tvoje besede, tvoja pesem, ampak če greva nate, na vsakodnevno tvojo govorico, kako se izražaš, Vesna Milek mi je snedla z jezika v svojem intervjuju ali pa mogoče iz mojih misli, kako bi te opisala. V Sobotni prilogi je namreč napisala: njegov način govora je čudež, melanholičen kot njegova poezija, pričara sive ulice mesta, dež in zvok bendov tistega časa. Jaz bi sam dodala, da tudi ko ti nekaj napišeš tako random, recimo kot je SMS ali pa konec nekega maila, se sliši tako, kot da je poezija, tako kot en hajkuje vsakič. Tako posebno izveni. Pa si mislim, da to ni namerno, ni to nekaj, kaj pofejkaš, ne? To je verjetno tako biješ ti, ne? Tako utripaš. Zelo lepo si povedala to. Dejansko imam tako rad ta jezik, da se skozi igram z njim, ne, v bistvu. In ni fake, jasno, da ni fake. Ne morem drugače, ne. In cela moja zgodba je takšna, da lahko rečem, ne morem drugače. Preprosto, tudi če bi hotel pisati drugače, ne bi mogel drugače. To bi recimo najbolj razumel recimo profesor Kmecel, ko sem šel k njemu na izpit, ki je ugotovil, da imam zelo velike luknje v osnovnem znanju in so se oba sladko smejala temu, ker je to popolnoma res. Torej, skozi improvizacija, ne, skozi v bistvu iskanje nekega jezika, ki ga v bistvu niti ne znaš uporabljati tako, kot bi se moral uporabljati, in potem iščeš nekakšne stran poti, ne, iščeš svoje zavoje, svoje kanale, svoje struge in potem grejo besede čisto drugače, kot bi sicer šle mogoče, če bi vzorno poslušal v šoli in se vzorno učil in študiral tako, kot se študira in tako naprej. In potem mogoče ne bi bilo takih podredi, takšnih zdrsov jezikovnih, ki jih potem včasih pa uporabim v neko lego postavim, ki je ta lega, ki meni odgovarja. Nisem intelektualec, nisem salonski pesnik, praviš. Torej, če te prav razumem, na ta način pišeš in govoriš prav zato, ker nisi, kot praviš, intelektualec. Kje si se torej naučil pisati oziroma te je naučil punk? Mislim, to je dejansko totalen paradoks. Seveda sem intelektualec, ne, ampak jaz tukaj vedno se spomnim Braneta, ki je pisal o Unionu, ki je sedel v kavarni Union in je pisal o tem, kako za mizah sedijo prazni intelektualci, hočejo biti oni, pa ne morejo biti. Govorimo o Branetu Bitencu, da bojo poslušalci in poslušalke vedeli. Hočejo biti oni, pa ne morejo biti. O intelektualcih, ki iščejo sebe, to smo pa potem vsi. Ne? Iščemo, ampak se ne najdemo. Ne? In v bistvu to iskanje je nenehno prisotno v pisanju. In zato je pisanje pravzaprav dejansko edina možna, permanentna terapija, bi tako rekel. Ne? Ker dejansko, dokler greš, dokler uporabljaš besede na ta način, se zdraviš. Za tiste, ki ne poznajo tvoje zgodovine, ti jo sicer pogosto in rad poveš, tudi na punk turi, kjer s kolecom vodiš ljudi po Ljubljani, jo razložiš. V osnovni šoli nisi bil uspešen, doma niste imeli knjig, nihče ti ni mogel brati pravljic in še mladoleten si postal delavec, delal si v Žitovi pekarni skupaj z očetom. 16 let si bil star, ko si šel delati tja, v bistvu v te razbeljene prostore, kjer se je peklo kruh. In potem je prišel punk in naredil kaj? Naredil je to, da je en fant ležal v pekarni ob vroči peči med dvema
med dvema izmenama in čakal na vrel kruh, da pride iz peči, ne, in je začel pisati neke verze, kje si zdaj proleter, kje je zdaj tvoja puška, kje so zdaj tvoje roke, proleter. Začel se je spraševati o tem, kaj pravzaprav počne tam, kaj je ta tovarna, zakaj smo vsi v tej tovarni in zakaj vsi dvigujemo roke in se z vsem strinjamo in nam to prav nič ne pomaga v življenju. In to vse je bil na nek način punk. In punk je bil zunaj, in ko sem končal šiht, v tovarni, sem šel direkt iz tovarne na vajo benda in ta proleter je šel z mano. In medtem, ko sem hodil iz tovarne na vajo, sem si ga še zapel. Od kod so prišle te melodije, pojma nimam, pač preprosto tako je bilo. In potem smo bili na vaji v študentskem naselju in tam je bil punk, tam so bile Čao pičke, tam so bili Berlinski zid, tam so bili kasneje Orkester Titanik, potem so bili še taki čudoviti bendi, še kasneje kot so Video Sex, kar seveda ni bil več tisti punk, ampak vse je bilo iz tega duha, iz te erotike, ki nas je vse prežemala. In ta erotika je bila zelo močna v tem punku, zato ker so bile besede zelo, zelo pomembne. In so bile bolj pomembne od same glasbe in od tega, a zna kdo pet, a ne zna kdo pet. Važen je bil nastop in sporočilo. Nenehno sporočati nekaj nekomu. Tako da je bila ta vez med tovarno in punkom tako zelo naravna. V knjigi Balkonci pišeš o osredotočenosti na lastno usodo, o samoljubju in o disciplini. Praviš, tega vsega mi je v življenju resno primanjkovalo, tako kot mi je primanjkovalo samozavesti in osnovne vere v samega sebe. Če seveda vzamem tistih nekaj let, ko je vame pljusnil postan občutek punka, in sem se sam sebi zdel tako pomemben, da sem za trenutek nehal biti opotekajoči se otrok, brez zanesljive opore v sebi in okrog sebe. Kje Esad najti oporo v sebi, če je ni okrog tebe? Zadnje dni dosti razmišljam o upanju. Včeraj ravno sem pisal o Rogliču za Dnevnik, o kolesarstvu, obče posebej po tej njegovi famozni zmagi. In sem prišel do tega, da je bil upanje vedno povezano s športom, ne? Tudi kot s punkom, ampak tudi športom, ker smo tudi tisti čas tudi nenehno spremljali šport in bili obsedeni športom. Tako kot od nekdaj, naš narod je od nekdaj gojil borbenost, bi rekel Brane Bitenca, ne. Tudi naš narod je od nekdaj rad navijal za zmagovalce, ne. In sem pač pisal o Rogliču in v tistem trenutku se mi je tako posvetilo, da je bilo vedno upanje, ne. Da je bil šport tudi takrat, ko nisi imel upanja. Ko je zapolnjeval v bistvu tisto praznino, ki je ostala, ko izgubiš upanje, ne. To je vprašanje, ki je najtežje vprašanje v bistvu. Ne. Kaj je tisto, kar zapolnjuje popolno praznino? To je vprašanje, ki nima odgovora. In kaj te žene in kjer veter ti piha v hrbet, ne. In komu piha kater veter. In noben v bistvu prav natanko ne ve. Čeprav bo seveda danes v teh časih 1000 odgovorov, ne, instant odgovorov na to, kaj nas poganja, kaj nas rešuje, kaj nas zdravi in tako naprej, ker mi smo v bistvu vsi na nek način postali nekakšen proizvod tega časa, s katerim se eni igračkajo, ne, od politike do marketinga, trgovine in tako naprej, ne. Kaj pa je duša, ne, kaj pa je tisto, kar ne moremo, nikakor ne moremo odkriti, tisto je pa nekje v nekem molku, ne, in je ostalo v tišini in ta tišina gre v besede.
In zato v bistvu je vsaj tam neka varnost. Ne. Neka varnost, pa tudi neka samost, tista idilična, prvotna samost, ne, ki je nedotakljiva. Moraš v enem trenutku pač vzeti tisto samost, ker drugače te raztrga vse. Ne, ker te raztrga ravno to, po čemer hlepiš, to, kar ti ponujajo od povsod in v vsakem trenutku, v vsakem hipu. In v popolno praznino, v popoln začetek, to so besede. Ne, in pisanje, ki vedno privre. Ne, in privre vedno iz popolne praznine spet. In potem se čudiš. In potem je čudež. In to je to, kar tudi mene na vse zadnje, bom rekel, še vedno vleče po tej zemlji. Če greva pogledati tvoje knjige, pa tvoje nagrade, pa tvoje delo. Samo v zadnjih recimo 10 letih ali pa v zadnjih 20 letih vsak otrok je lep, ko se rodi, sloni oče pošteno, prihodi, odhodi, Kitula, Odrezanje od neba. Uredil si antologijo slovenske poezije športa. Tukaj je bila knjiga esejev Veš mašina svoj dolg, zanjo si prejel Rožančevo nagrado. Pred nekaj leti si bil glavna osebnost Vilenice. Napisal si zdaj torej svoj prvi roman Balkonci. Izdal si tudi knjigo Zamenite mi glas, v kateri so zbrane... Zamenite mi glavo. Zamenite mi glavo, v kateri so zbrane punk besedila izpred 40 leti. V Ameriki bi s tako zgodbo, kot jo imaš ti, kar sva prej govorila, že 2 filma posneli od tebi. V Ameriki bi se zdaj sončila, tam pri bazenu in pila smuti in pač tako kot vsi hollywoodski veliki igralci, s korenčkom po humusu šarla, in se spraševala, a bi vzela naslednjo vlogo ali ne bi vzela. No, tudi s tem se moramo spopadati, da smo tukaj in da pač so to ene take sladke sanje, ki jih lahko samo včasih za trenutek zasanjamo, ampak to res samo za trenutek, ker že v naslednjem dobiš po glavi. Tako da vse to, kar ste našteli, v bistvu v mojem tem svetu pisanja in v svetu slovenske literature je zgolj ena takšna, to je lahko je tudi ena taka cinična pripomba zraven na vse to. Nekdo se ti smeje, reče, še to ti bomo dali, da boš še bolj vedel, kako, kje si pa kaj si. Hočem reči, če nimaš distance do tega, si oplev. Ali se ti pa dogaja, da začnejo čudne stvari, da začneš, samo sebi misliti, da si nekdo ali pa da si nekje, pa da nekdo ve, kaj si. In tako naprej in tako nazaj. In take podobne reči se lahko komu zgodijo, tudi zaradi nagrad na vse zadnje in tako naprej, če jih dobi prehitro ali pa prepozno. Jaz glede nagrad bi rekel, da jaz bi jih dajal mlajšim. Vedno, to tisto nagrajevanje ljudi, ki se poslavljajo, ne vem, mladi dejansko jim to lahko pomaga, lahko jim odpre pot, lahko je pa tudi usodno. Tako da mi pa pišemo na položnice. To si prej rekel, ja. Mi svobodnjaki, se pravi pisatelji, ki smo freelancerji, praktično včasih jaz dejansko ene zadeve napišem na kuverte položnic in potem jih ali pretipkam ali pa tudi ne, ker se mi tako gnus to, kar vidim. In to je ta v bistvu realnost. To je življenje nekoga, ki poskuša oziroma mu celo uspeva kdaj pa kdaj, da živi od pisanja. To, kako ti pišeš in govoriš o tem, kako si srečal punk, srečal si ga pa v Zajčji Dobravi na koncertu, to si večkrat povedal, kako ste se, in to je tvoja beseda, zavohali punkerji, izpade kot nekaj religioznega, mističnega. Ne mislim v smislu vere, ampak bolj kot neka odrešitev, pomoč, tolažba, kot nekaj, kar te je zavedno zaznamovalo. Kako se torej spomniš tistega časa oziroma kaj se je zgodilo tam v Zajčji Dobravi, ko si prišel prvič na koncert otrok socializma?
V Zajčji Dobravi je bil en tak mini festivalček, marsikdo je tam nastopal, takrat so nastopal Berlinski zid. Zato to zamenjamo, ker je Brane Bitenc najprej pel oziroma recitiral, kričal v Berlinskem zidu, ki je bila fantastična skupina. In ti si njega zagledal? Jaz sem njega zagledal že prej, že v publiki, se smo skozi bili eni in isti. To ni bilo veliko ljudi. Ali smo bili na odru, ali smo bili pa pod odrom. In potem smo se izmenjevali. Enkrat je bil tvoj prijatelj na odru, drugič si bil ti na odru, pa je bil prijatelj pod odrom. In tako je to šlo. Dejansko pa jaz sem z leta 80 preselil na Vodmat. V tistem času na Vodmatu, edini vili tam med tistimi silnimi bloki, je vadil Berlinski zid. Že to je bila šokantna zadeva zame. Ko sem slišal, odprta okna so bila, jaz sem se sprehajal tam in sem zaslišal, veste, da ste sami krivi, pa vse me zajebavate, ali ste hoteli le priznanje, ali ste hoteli maščevanje. Verzi Mihe Štancarja, fantastični verzi, ki so brezčasni in še danes se mirno lahko vprašamo isto. Sem to slišal, sem jaz takoj hotel v klet. In seveda sem tudi prišel in potem sem tam bil in so me sprejeli in sem to poslušal in svet se obrnil popolnoma zame. V tistem času je bil recimo v kliničnem centru, ki je tudi na Vodmatu, je ležal Tito. In v tistem času je že bil brez noge. In potem jaz sem doma v istem trenutku že pisal pesem Ne stopaj, ki govori o vojnih invalidih. Ljubkovalno smo jim rekli mehke cure na Vodmatu, ki so tudi imeli sedež ravno tam na Vodmatu, čez cesto od vile, v kateri je vadil Berlinski zid. Te iste mehke cure, vojni invalidi, neke vojne. Zadnjič smo imeli turnir na tem igrišču Vodmatskem, me je moj prijatelj Popek vprašal, a to so bili iz španske državljanske vojne invalidi. Sem rekel, ja, verjetno tudi iz une, pa so bili iz še ene, pa so se pa pridružili kasneje pa še iz najnovejše. Skratka, te isti vojni invalidi so nam hoteli vzeti igrišče. Že dosti prej se je to dogajalo, in mi, ki smo takrat še dihali kot eno na Vodmatu in je bila krajevna skupnost in je bil ta duh lokal, jaz bi temu rekel pravi lokal patriotizem, seveda nismo dovolili, da nam vzamejo igrišče in jaz sem napisal pesem in v njej pravim, lahko plešeš, samo ne stopaj po moji levi nogi, vsi smo isti, vi brez noge in mi z nogo brez denarja. Ne vem, zakaj je to na koncu mi z nogo brez denarja, ampak brez noge sem absolutno to namenil tistim vojnim invalidom, pa Tito je bil že brez noge. In punk se je dogajal sporedno s tem, ko je tiran v bistvu tisti, zaradi katerega smo se mi na vse zadnje dvignili. Sej punk bi se zgodil tudi brez tega. Se je vendarle prišel iz Anglije, prišel je iz Amerike, Anglije in prišel je kot glasbena zvrst. Ampak ja, ideološko na nek način mi smo se dvignili proti temu. Bil je upor. In ta, ki je bil tisti, ki smo ga in ljubili in sovražili v enem, je ležal nekaj 100 metrov stran. In vse to se je dogajalo tistih mesecih leta 80 in to je, ne vem, kup nekih naključij, ki to niso. In punk je, kot tudi pravi naslov, punk je bil prej, Je bil prej, ko so bili nekateri osamosvojitelji, kasnejši uporniki še v Zvezi komunistov, Mi se tukaj vedno tako, mislim, za mene to še večji paradoks zdaj gledati, da se nek politik slika z Josipom Brozom Titom in podobne zadeve, to je meni tako smešen. Mislim, ker minilo je že toliko časa od tega, ko smo mi s tem obračunavali in mislili, da tega nikoli ne bo več. Tako, ko smo mislili, da smo prišli iz Jugoslovanske ljudske armade, da nikoli več ne bomo oblekli uniforme. In nekateri smo bili toliko naivni, da smo mislili, da bo demilitarizacija, da ne bo več tega. Da dovolj je bilo leto pa pol, sem nosil tisto uniformo, ampak ne, pa prideš nazaj, vidiš, da bo vse še vedno enako in še bolj in še huje. In tudi jaz hočem biti vojak. In
mi smo šli s tem rock'n'rollom, ne, ko si prej omenila, da kot neka religija. Ne. Mislim, za nas, če je bilo kaj religiozno, od nekdaj je bil rock'n'roll. Z vsem, kar prinaša zraven in vedno je šlo tako. Bowie, Velvet Underground, Bauhaus, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, karkoli je bilo, kar je izhajalo iz dobrega rock'n'rolla, je bilo sveto, je bilo tisto, kar nas je nosil. Tako da ni bil samo punk, seveda. Ne. In do tistega trenutka, ko smo v Faveju na tisti televiziji, ki se pojavil tudi v filmu Outsider, ne, ko gleda pokojni žal Davor v tisto televizijo in vidi Sidja Viciousa, ne, ko v Evropi zapoje My Way. Ne. Do tistega trenutka, ko se na tej isti televiziji, ki je bila primarno v tem Faveju, v tej kleti zanikrni, ki je bilo pravzaprav kar neko svetišče nekaj časa punka, se pojavil v bistvu Michael Jackson, Billie Jean, prvi temnopolti sploh izvajalec na MTV-ju, ki se je vrtel, in takrat pogledamo, ne, rečemo, no, to je umetnost, ne, ki presega vse to. Ne. In to je tisti ritem, ki gre od diska do punka in ki smo ga vedno nosili v sebi, do Zdravka Čolića, navsezadnje kasneje v Palmi zjutraj, ko ni bilo več, ko nisi vedel več, kaj bi, ko je bila že ura 4, ne vem koliko, in pa je bilo pusti modu. In si še ti odskakal in si rekel, v redu, svoje sem naredil. Film Outsider, ki si ga omenil, in Davor Janić, že upokojeni, ta vloga, ki jo on igra, ne, to si bil nekako ti. V bistvu to vlogo, ki jo gledamo, je podoben lik kot, ali pa zgodba, ne, tako kot je bila tvoja. In ti v tem filmu igraš tega policista, ne, ki se sprašuje, šta je to, šta ti je to, Ja, to je to življenje polno paradoksov, ne da bi jih jaz želel, hotel, ampak so se kar dogajali in ta je bil eden od njih. Ne. Igraš pravzaprav Bosanca v uniformi JLA, kar ti seveda popolnoma leži, ne. Znašaš se pa nad punk rockerjem, ne. Ga zaslišuješ, se z njim kregaš, poješ sevdalinke, ki si jih poslušal doma kot otrok, ker pač je oče poslušal sevdalinke in vse tiste plošče male s Safetom Misovićem in ostalimi pevci takratnimi, ne. In poješ in te prekine Davor Janić, ki je v bistvu ti. Ne. Na nek način. Seveda, ampak Andrej je to krasno sestavil in dodal še v bistvu vojsko zraven. V punku je bilo ogromno, kar nekaj otrok, oficirskih otrok. Ne. Teh je bilo kar veliko, navsezadnje tudi Milan Mladenović, ne, ki smo ga toliko radi imeli, vsi neizmerno oboževali, je bil oficirski otrok. Če obstaja v bistvu popoln prototip Jugoslovana, ne, tiste Jugoslavije, ki je nikoli več ne bo, ki je v bistvu Jugoslavija glasbe, prijateljstva in povezovanja, ne kot neka tvorba, ki jo pogrešamo in po kateri hrepenimo. Milan Mladenović je bil v bistvu to. Dječak iz vode, oficirski otrok, ki je živel v Beogradu, urban do konca urbanosti, ki je poleti pa na Biokovu gledal v Jadransko morje, ker je bil po drugi strani Hrvat in je bil v bistvu iz Makarske, ne, v bistvu imel sorodnike v Makarski in to je bilo to. Ne, in takih mešanj, ne, ljudi, ki so bili že v sebi zmešani, jaz sem včasih rekel mešani zakoni, ne. Zakaj so dobri? Zato, ker si potem manj zmešan. Ne,
ne bolj zmešan, manj zmešan. Ne. In takih je bilo tukaj noter ogromno in hvala Bogu pa ni bilo še tega, kar je danes, da se vse ve, ne, sprav, da veš točno, kdo je kdo k čemu pripada, zakaj se je odločil, kaj bi želel, kje se bo prodal, za koliko se bo prodal, komu bo izdal, kaj potrebuje in tako naprej in tako naprej. To se pravi, ta nevednost, ne, ta čudovita nevednost o tem, ne, da smo mi še nekaj drugega, da se za našimi imeni skriva neka zgodovina, tega ni bilo nič, ni bil rock'n'roll vedno spredi, ne, in vedno je bilo bolj pomemben, kakšno ploščo bo David Bowie izdal, kot pa to, kdaj bo konec Jugoslavije, kdaj bo prišla nova ureditev, kam gremo in tako naprej. To, kot je opisano v Outsiderju, ne, tudi ta pretepanja na policiji, racije, punkerjev, to tudi na punkturi svoji poveš, ne, tudi doživel na lastni koži, padanje po stopnicah in podpisovanje, da se je človek sam poškodoval, ne. To si v bistvu ti doživel, ne? Seveda, nekateri so to še bolj doživeli, jaz pa sem imel tudi kar močne epizode in dejansko, ampak jaz vedno rečem, kot da bi se igrali, ne, skupaj, ne, kot da bi se takrat na milica, ne, po nekem nareku, ki je prihajal z vrha, ne, morala ukvarjati z nami in potem smo se skupaj šli. Jaz tako temu rečem. Čeprav ni bilo pa nedolžno, ja, v smislu tega, da je bilo dosti mladoletnikov, ki so utrpeli nasilje in dejansko bili pretepani na teh postajah, tudi na železniški postaji. Tam so bili recimo miličniki, ki so bili prav poslani kot problematični, recimo, ne, tisti bolj s čudnimi nekimi nagibi, ne, ki so potem se znašali nad nami, recimo tam. Jaz sem v ta zaslišanja že na Prešernovi, recimo, ne, čudovita zaslišanja, v kateri so sodelovali civili, kar je bilo skrajno nenavadno, nekega mulca tam civili zaslišujejo. Ne. To je bilo zaradi pesmi Lili Marlen? Tako, ne, to je bilo zaradi pesmi Lili Marlen, ki sem jo moral potem pred njimi še enkrat napisati, pa jo razlagati. V pesmi Lili Marlen pa ni bilo seveda ničesar, kar bi lahko na kakršenkoli način škodilo ali ogrožalo tisto ureditev, državo, kakorkoli že, mi dejansko nismo bili nevarni nikomur. Sama pesem naj bi bila prepovedana. Ne, nas pa to ni zanimalo, če je prepovedana. Nas je zanimalo, da je lepa. In ta pesem je lepa. In zdaj spet, kako življenje se igra z nami, ne, in zdaj po vsem tem času je bila prevedena v nemščino in je antologija slovenske punk poezije pristala v Nemčiji in je prevedena v nemščino in zdaj imamo Lili Marlen v nemščini. In zdaj se igram s to idejo, da bi jo zapel v nemščini. To, bi rekel, ampak to je res čist, ko bi rekel, moja neka taka šala. Da tako rečem, zakaj pa ne, ne. To bom pa že zmogel, ne, pa upam, da me ne bo zdaj pa ne vem kdo drug zaslišal zaradi česa, ne, ker danes pa tudi ne veš več, kaj se sme, kaj se ne sme, kaj vse se sme, pa nič. Taki časi so malo nenavadni, ne, glede tega. Prej si omenil, ne, skratka pesem Via ofenzive, Kje si proleter, tvojega benda, torej, kje so proletarci danes? Ja, to je najtežje vprašanje. Ne. Ja. A so na teh položnicah, ki jih omenjaš? Na teh položnicah. Te položnice so ta stalnica, ne, umiranje na položnice, ne. Moj stari je vedno rekel, ne, do prvega, ne, treba plačati. Vedno ta strah. Strah pred tem, da ne boš izpolnil svojih osnovnih nalog, da ne boš priden. Tu mislim, da ene stvari se niso spremenile, ne, samo še tempo je še močnejši. Za te otroke današnje? Ja, ali pa tudi za malo večje, za malo manjše otroke. In za odrasle? Ni, preprosto je samo močnejši tempo, ne, tega. Ritem je pospešil se, ne, tako da proleter se niti vprašati več ne more, kje si zdaj proleter. Ne, ker v bistvu ni časa.
V tem je razlika, morda, ne, v tistem nekem koščku svobode, ki vendarle zraven ostane, pa če tudi je to svoboda v tiste pol ure za malico, ali pa na, ne vem, kakšnem izletu firme nekam. Včasih je bilo to tako. Zdaj pa verjetno tega majhnega koščka salame ga ne moreš več tako zaužiti. Jaz spomnim ene zgodbe iz vojske. Imeli smo enega nadrejenega, ki se nisva glih najbolj razumela z njim. In jaz sem bil dejansko premlad in vojska je bil strašen stres in jaz sem pač dostikrat tudi njemu kaj zabičal nazaj in skozi sem imela neke besedne obračune in tam je bil tudi Dragan Džapović, 2,7 metra je bil visok. Za seboj je pustil napis Džapovo shir. Ko je odhajal iz vojske, tako hudo mu je bilo res. Njemu so se roke tresle na koncu, ker je bil starejši. Ker eni so šli pač starejši v vojsko in ni zdržal, živčen je bil do konca. Mi mlajši smo pa pač preprosto nekako vzdržali to, ne, lažji v bistvu. No, ta isti Džapović, ko je to gledal, kako jaz se iz meseca v mesec kregam s tem človekom, rekel, znaš, pusti njega. On je človek, sendvič, pivo. Pojede sendvič, pivo in to mu je dovoljno v životu. Rekel, da ja, seveda, nisem takoj razumel, ne, ampak recimo, da zmeri bolj razumem. Ta neka preprostost, in zato rečem tudi intelektualc, ne intelektualc, tisti, ki ni intelektualc, nosi vse tako močno modrost lahko. In ta preprostost, ne, se je mogoče zgubila tega proletarca, ne. Sendvič, pivo in pogled nekam v daljavo, ne, med dvema izmenama, med tem, ko te pokliče šef nazaj. In to je to, mogoče, ja. Očeta si omenjal, o starših v bistvu ful lepo pišeš, oziroma vedno, ko jih omeniš, v bistvu se čuti ta ljubezen do njiju. In praviš, da je v nekem poskusu, da te reši, ti oče nekoč prinesel harmoniko. Kaj se je zgodilo s to harmoniko? Odlično vprašanje, ampak ne boš dobila odgovora, ker ne vem, kaj se je zgodilo. Ni bila pa dolg. Tam, ker je preprosto nisem hotel igrati. In ni mu ratal. Čistko preprosto. No, ratal mu je. Ja, v bistvu mu je pa ratal, ja. In to dostikrat pišem in tukaj je tudi polno paradoksov. Kakorkoli se je on obrnil, sem se jaz drugam, tako to gre. In ja, v bistvu je nehote dosegel marsikaj. In tudi to je ljubezen. Katera od tvojih služb je najbolj tijejsat? Novinar si bil, pesnik, pisatelj, tekstopisec, scenarist, kolumnist in čuvaj, k čemur še prideva, vodič po punk turi, punker. Kaj je najbolj ti? Enkrat sem imel nastop na Češkem nekaj in potem ponavadi se zgodi, da kakšen prevajalec pol najprej našteje, kaj ta avtor, ki bo zdaj bral, vse počel v življenju, kaj izdal. In tako, no, ta prevajalec je pa res povedal vse, kar sem počel v življenju. Preveč je povedal in tam v prvi vrsti, nekje tam v Pragi, je bil nekdo in sem tako rekel, pa kaj je narobe s tabo? In jaz nisem mogel naslednjo minuto resno spregovoriti, oziroma začel sem šele kasneje brati pesmi. A veš, ljudje se osredotočijo na nekaj, postanejo v nečem izurjeni, se držijo tega, lepo živijo, pridno hodijo v službo in tako preživijo svoj vek. Pri meni je pa tukaj ne moreš najti nobene stalnice. Razen improvizacija. Improvizacija. In obožujem improvizacijo in jo res uporabljam, tudi takrat, ko mogoče ni najbolj pameten, ampak to sem jaz. In tudi, ko sem poskušal igrati v filmih, sem pač improviziral in dokler je šla improvizacija, je šlo, če pa je, ne vem, režiser zahteval, da sem 100% pripravljen za točno določen tekst in da naredim točno tako, kot on hoče, pač se ta improvizacija končala. Toliko zelo talentiran za igro, pa vendarle nisem, da bi lahko premagal vse te osnovne postulate, ki pač morajo biti na nek način
urejeni v teh zadevah. Ne, tako da in včasih pa improvizacija vendarle pri poeziji pa tukaj pa je pa to itak ena sama improvizacija. Enkrat potem, ko so ti ukinili radijsko oddajo Hotel Romantika, ki si jo vodil, si začel delati v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi. In hkrati pisati knjigo, to knjigo Balkonci, ki izgleda kot dnevnik. Jaz sem jo prebrala včeraj šele. Nalašč sem si jo pustila čisto za konec, ko sem se pripravljala, ker sem vedela, da mi bo hudobnej, ker med drugim govoriš o odnosu do Braneta Bitenca in o njegovem samomoru, ki ga je naredil pred nekaj leti. Skratka, nalašč sem odlašala s tem. Napisal si tako, da zelo boli. Mene je bolel, pa ga nisem poznala. Tako da bi mogoče prebrala nekaj iz te knjige. O Bitencu recimo praviš: Brane je bil popoln dvom, iz katerega je rasla poezija. Ali pa: Bodi vsaj človek, če že ne moreš biti prijatelj, je rad ponavljal Brane. Ta samomor te je zelo zaznamoval, vsaj tako se čuti. V bistvu predeluješ v tej knjigi ta odnos. Ne? Ja, seveda. Mene še bolj kot to prizadene, se me dotakne. V bistvu ta praznina, ki ostane za tem. Za temi ljudmi. Če rečemo, vsako leto še vedno je ta številka grozljiva, koliko jih gre samovoljno in ta tišina, ki ostane za njimi. In v bistvu tudi to hrumenje, ki je pa te tišine ne sliši oziroma ne more do nje. In ti ljudje odhajajo in ne povedo, zakaj odhajajo, ker se jim zgodi toliko in preveč, da v nekem trenutku preprosto naredijo to, kar se ne upa nihče. In mi ne moremo tja. To je samo trenutek, hip in je popolnoma svet in nedotakljiv na nek način. Zato seveda razumem, da tudi stroka pravi, da ne smeš govoriti o tem preveč, da preprosto moraš pustiti neke zadeve za sabo, in ker se lahko ponovi in se ponavlja in pride na drugega in tako naprej. Jaz se ne strinjam povsem. Ne strinjam se povsem ravno zaradi tega, ker kar ubija tudi točno to, ignoranca. Ubija to, da smo tih. Ubija to, da nočemo biti tam. Ker pač so tam tisti ljudje, ki so bili morda prešibki, preslabi, ki niso uspeli, ki niso mogli in tako naprej. Mi pa tekmujemo. Mi gremo pa naprej. In zakaj bi se ukvarjali z njimi? In zdi se mi, vedno je bilo tako. Vedno je bil tukaj nek blazen prepad med normalnimi in nenormalnimi. Mogoče prevelika. To mogoče bi rad tudi v pisanju, da se to malo približa, da se malo zbliža. Zato Brane ostaja v teh besedah še vedno in bo še naprej ostal in še bom pisal, ker bi ga rad ohranil. Seveda, ker je treba tudi o tem pisati. In točno na ta način, kako je bilo, zakaj je prišlo do tega. Vse je to on naredil, ampak ni samo on naredil. Vsi okoli so tudi prispevali, so dali še nekaj zraven, da je to on naredil. Lahko je to naredil tudi za mnoge druge. In zaradi tega, kaj je bilo, kaj se je dogajalo, zakaj nas ni bilo, zakaj mene ni bilo, zakaj nismo mogli govoriti, zakaj nismo govorili o tem, zakaj nismo pomagali z besedami, z dejanji, seveda težko, ker gre za trenutek in te ljudje grejo zmeri bolj nazaj v to prvo sobo, iz katere smo vsi prišli. In v tej prvi sobi se bomo itak na koncu srečali spet. Ampak če bi bila družba v redu postavljena, bi jih na tej poti do dol bi nas mogel nekdo ujeti. Družba bi nas mogla ujeti, bi ga mogla ujeti. Ja. Ta ignoranca, o kateri ti pišeš, to je naša družba današnjega časa, ne ukvarjamo se z ljudmi, ki... Ampak spet tukaj paradoks. Družba je pa polna optimizma.
Ona je polna optimizma, ona leti, ona je vesela. Poslušamo skladbe na radio, recimo. Ne. Same vesele skladbe, veseli zvoki, veseli verzi, mi plešemo, mi smo veseli, mi smo nasmejani. Ja, pa ni vedno tako. A ne. In v tem smislu, ne, je to vendarle tudi ena ignoranca. Ne. Ignoranca je to, da ti preprosto sebe najprej prepričaš, da ni tako, in potem še igraš oziroma glumiš, da je drugače. Ne. In ta nenehna, permanentna gluma in nosenje mask, ne, privede do tega, da nekateri morda veliko prej obupajo, veliko prej padejo. Če je bilo več iskrenosti. Iskrenosti, bi rekel, ampak ne iskrenosti v medijih, v etru, znotraj nekih določenih organizacij, ne, kjer je ta iskrenost že upakirana v neki, ne, ampak iskrenost, ki je v bistvu izmenjava energije med nami, to se pravi tako kot rock and roll, ne, ki sem prej omenil. Ne. To je na prvo. Ne. Ali se zaljubiš tako, ali se pa ne. Ne. Ni to neka priprava, nek konzerviranje. Ne. To je to. Zagledaš in padeš. Ne. In ostaneš in greš naprej. Ne. Tako da ne, da te nekdo prepričuje. Tukaj imamo pa zdaj občutek, skozi nas prepričujejo. Ne. Skozi je prepričevanje, kupi, vzemi. To je dobro, to. Zakaj me prepričuješ? Ti hkrati veliko pišeš, pa tudi govoriš o občutljivosti in ranljivosti. Zdi se na tak način, da ko je človek odprt, ko je sposoben čutiti, to veliko da. Oziroma, če si odprt, če si sposoben čutiti, hkrati tudi lahko trpiš ali pa pogosto trpiš, si tepen, ljudje to izkoriščajo, ampak imam občutek, da to vseeno vidiš kot prednost. Ne? Da verjetno niti punk, niti poezija, niti vse, kar pišeš, kar govoriš, brez te občutljivosti in hkrati ranljivosti, ki jo prenaša, ne bi bilo možno. Ne? Ja, ampak veš, mislim, to mene vprašati je zelo nevarno lahko, ne? Ker jaz sem ravno tisti, ki moram zelo paziti. Ne? Da tako rečem, tudi jaz, ne? Ker če si tako ranljiv, tako odprt, ne? Potem moraš tudi imeti neko sposobnost, da se rešiš. In to je pa v bistvu nekaj, kar mora vsak imeti sam. A ne? In to ni nekaj, kar lahko vzameš od nekod, si sposodiš, kupaš. Ne? To je preprosto tista mala čarovnija, tako kot je pisanje mala čarovnija, ne? Ki jo vsak nos zase in vsak jo samo on jo pozna. In na ta način, seveda, je pa res, ne, da nekateri se pa ne morejo obraniti, ne znajo obraniti. Ne, in se tudi sploh, ker tudi ne vidijo sovražnikov, tudi se jim zdi, da jih ni. Ne, in v bistvu, zadnji sem glih slišal Maruhami, ne, ker prej je bilo skozi vse bilo kot črno, vse je bilo žalostno, Norwegian Wood in tako naprej, in ljudje so slabi in tako naprej. In zdaj še on ugotovil menda, da ljudje niso slabi, da so ljudje dobri. Ne, ker je to tudi nekje od nekje prišla ta zadeva do njega, ne vem točno, to sem pozabil. Ampak ja, to me je tako presenetilo, ne, ta ugotovitev, ne, naenkrat, ljudje so dobri. Ja, so dobri, ampak tukaj se vračamo na tisto prej, ne. A so takrat tam, kar rabiš ti. In ko sem prej omenil upanje in šport, ne, in ta fant, ki je tekel za Rogličem in ga je porinil gor, ne, on edini, ki je tekel gor, je šel navijati tja, ko noben ne navija. Ne. To je velika metafora, ne, mislim, navijati tam, ko noben ne navija. Ne tam, ko vsi. Ker to je življenje, to je to naše, kar je. Vedno navijamo tam, ko vsi navijajo. Tam, ko ni nobenega, tam noben ne navija. Ta fant je tekel tja in glih takrat, ko je njegov prijatelj ketno zgubil. A ne. In sta šla za trenutek skupaj navzgor in ga je porinil po klancu navzgor. Ne. On njega je navzgor. Ne. Nekatere pri nas v naši družbi pa raj porinemo navzdol. No. To je bolj pogosto in da gre hitreje. Tako da, ja.
O športu si tudi že kar nekaj govori, o svoji povezanosti s športom, o povezanosti punka in športa. To je pri tebi vse v bistvu prepleteno. Pred nekaj dnevi si imel to akcijo, točno na Vodmatu, ne? Na tistem igrišču, kjer so se prepletali torej šport, spet in knjige. Vsi se te pa spomnimo še pred mnogimi leti po akciji Verjemi v svoj koš. Kam se je izgubila ta solidarnost iz te akcije? Kam se je izgubilo to upanje, ki ga rad omenjaš, recimo, ki je bilo zaznano v tej akciji? Kam so šla ta posedanja na igriščih, ta dolg čas, to čakanje, razmišljanje ob tem, ko čakaš na igro? Kam je šlo vse to, Esad? To je v bistvu stvar neke generacije, ne bi rekel. Ne. Zdaj, ko sem naredil pred tednom dni, malce več, ta projekt, ta dogodek Knjige pod koši, ne, je bilo najbolj ganljivo to, da so prišli moji vodmatski prijatelji tja in so bili ganjeni. So bili ganjeni, spet gledali Vodmat, ne, ker živijo seveda drugod, vsi so se preselili že zdavni, so prišli tja in so gledali Vodmat in so še enkrat se spomnili, ne, koliko časa smo v bistvu sedeli tam, pa koliko smo preigrali skupaj in tako naprej. In to je bilo zame vse. To je bilo dovolj. In tega ni več. Preprosto, ko sem zjutraj prišel, sem najprej metlo vzel v roke in sem 1 uro pometel igrišče, zato ker je bilo igrišče popolnoma umazano, polno smeti in je bilo jasno, da na njem več se ne igra košarka, ker če bi se, tako kot se takrat ne bi bilo na igrišču ničesar, ne, ker je bila nenehno na njemu noga superga in se sprot brisal in odganjal vsakega, ki ne spada na igrišče in tako naprej. To je bila neka vodmatska kultura, ki je zdaj samo še v knjigi Balkonci. Pa kdaj takole, če se kakšen Esad spomne kakšne take nore ideje, pa zbere na igrišču 25. maja vse mogoče košarkarje iz Ljubljane in potem tam jih prepričuje, da ne napišejo še kakšno pesem medtem, ko mečejo na koš. In neverjetno, se ne 7 pesmi je bilo, kar je fantastično. Jaz mislim, da nobene. Na prvo je napisal moj prijatelj, ki ne igra košarke, pa ima rajš poezijo, ampak potem so pisali tudi košarkarji, tudi mlajši, en Slovanovc, mlad je prišel, pa je napisal pesem, pa je pa v bistvu oči ni vedel, sploh njegov, da je sin napisal pesem in pa čakaj, foter, sin ti je pesem napisal. A res? In sam ni pričakoval niti, ne, tako da v Slovanovem dresu je napisal pesem. No, to je to. Ne. To sem želel, ker v bistvu so ure in ure minile tam na teh klopcah, ker nismo nič počeli, razen da smo se pražili in čakali, kdaj bomo igrali. Med tem časom bi lahko pisali pesmi in brali knjige. In če bi ves ta čas bral knjige, bi bil pa zdaj mogoče intelektualec. Ni se spremenil samo Vodmat, tudi Ljubljana se je spremenila. V enem intervjuju si rekel, to je mesto, ki je zdaj izpraznjeno je tega občutka, da pripada. Mesto ne pripada več, ni pripadnosti mestu na način, da si zaljubljen vanj, ampak je mesto bolj kot ne izbira, kot je izbira vse drugo v potrošniški družbi. To ti praviš v Ljubljani. Čemu torej še pripadamo? Pripadamo, tako kot zmeraj, pripadamo sami sebi najprej in pripadamo lastnemu iskanju. Včasih je bilo to iskanje tudi povezano z ulicami, vogali, nekimi kraji v mestu, ki smo jih napolnjevali z lastnimi vprašanji, z lastno dušo, z lastno izkušnjo. In potem smo se srečevali na teh krajih in si točno vedel, kdo bo tam. Vedno, ko si prišel tja, si vedel, točno te ljudje bo tam, pa ni bilo niti treba se prej nič meniti, pa si v bistvu sam prišel, se usedel in je bilo. In zdaj se je pa vse to preselilo nekam drugam, vemo kam. In to iskanje pač zdaj blodi po nekem vesoljnem medmrežju. Na telefonu. Tako, in tam blodi in mi se včasih najdemo in se nas zdi, da smo se našli, pa seveda ni temu tako. Ljubljana je pa servis za turiste, ki na poti v Milano za trenutek še postanejo v našem čudovitem mestu. In
postaja Praga, ki je to že dolgo časa in Pražani najbolj vejo, kako se to konča. Konča se tako, da Pražanov ni nikjer, so pa tam neki turisti, ki iščejo pravo pozicijo za svoje selfije in tako naprej. In pravo Prago, ki je ni več. In pravo Prago, ki je ni več, seveda, in v čem je pol fora, ne? Ti priješ nekam, rečeš, bil sem v tem čudovitem mestu. Ne, nisi bil v tem čudovitem mestu, ker tega mesta ni več, ker v bistvu je zdaj narejeno, da si ti tam, ne? Je v bistvu darilo zate, ne? Ampak je prazno, ne? Ta škatla je prazna, ne? In v tem smislu, dostikrat povem, zadnjič se mi je zadel tudi, da je to malo že k iglišču podoben, tole, kar je Ljubljana. Predvsem Čopova ulica, na katero se vse skoncentriram. Tu imaš to dvojnost, ne, Nazorjeva ulica, najbolj hladna ulica na svetu, jaz si pravim. Najkrajša, najbolj hladna, prazna, kot da je nihče noče, kot da je nihče ne mara, kot da je zavržena, odvržena, ne, je pa samo na drugi strani te Čopove, na kateri je pa vse. In to je kegljišče, strelišče in tam moraš paziti, da te ne podrejo razna prevozna sredstva, ker vsi divjajo nekam in vsi so vse precej nezadovoljni videti, govorimo o nekih domačinih, ki ne bi to bili, ne vem, a so. In v tej gneči polni turistov, ki tudi hočejo samo tam in nekje druge, si kot kegel, ne, ki samo čaka, kdaj ga bo kakšen skiro ali pa kakšna vespa iz kakšnega japonskega horror filma podrla, vespa namenjena v McDonald's, ki ne služi ničemur drugemu kot temu, da prodaja te svoje znamenite proizvode, po drugi strani pa nima to nobene veze z Ljubljano, z Ljubljančani. Dobro si se spomnil te Nazorjeve ulice. Jaz se spomnim, pred 20 leti je bila vsaka nedelja v mestu v Ljubljani je bila Ljubljana opustošena. Zdaj nedelje v Ljubljani niso več takšne, ampak Nazorjeva ulica je še vedno takšna. Kot je v bistvu tisti čas, pred 20 ali pa mogoče celo v času punka, se zamrznil na tej Nazorjevi in Nazorjeva bo vedno ostala. To opustošenje nedeljskega popoldneva, to občutje tesnobe pred ponedeljkom in sam si na ulici. Ja, budi sam na ulici. Milan Mladenović, ta občutek melanholije, nedelja popoldne, nogometni dan, Johnny Štulič. Nedelja je mit, to je mesto, to je dan melanholije, to je v bistvu kraljica melanholije. Ampak take ulice kar še, ne. Ja? Tudi Miklošičeva na vse zadnje, to je pa ulica, to je pa kraljica hrepenenja, ne. Nekam greš tja dol proti, vendarle tam železniška, ne. In ta železniška je upanje, ne. Vendarle mogoče pa nekega dne končno se boš usedel na on vlak in te več nazaj. Tvoj pogled na Miklošičevo je v bistvu iz mesta proti železnici. To je moj pogled. Rečeš, se lahko sam sprehodim po Miklošičevi brez tega, da bi šel na Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa ne vem, še kam drugam. Ampak sam da grem do konca, zato ker me Miklošičeva vleče in kot tem na koncu Miklošičeve so naše gore, ne, je naše drugo hrepenenje, tam nekje vzad, tam nekje je Humar, tam nekje je Nejc Zaplotnik, ne, kaj vidim tam in grem in Miklošičeva vleče, kada bi šla malo navzgor, da bi se malo dvigovala. Vidiš, malo sem že pod vtisom tega, ko pišem knjigo v Ljubljani. Pišeš knjigo v Ljubljani? Ampak nekakšen tak alternativni vodič, ne, v bistvu, na ta način, ne, kot v bistvu iskanje teh mogoče izgubljenih erogenih con mesta, ne. In to je to. Ti pa nutrije, ne, ki so razžrle v ladice. Nutrije so tako ljubke živali, ne. Ja, vse one so na nek način tudi te naše prijateljice, ki so vedno tam, ko prideš, ne, vedno bodo tam, ne. Rečeš, evo, saj nutrije so tam, ne. Ja, in kot je, mislim, da Miloš Kosec opozoril v enem članku za N1, ki nekako opravljajo to nadzorno družbeno funkcijo v Ljubljani, ki je umanjkala. Dobro se je izrazil, no, v tem članku. Odlično se strinjam s tem, ne. To se pravi, dejansko ta mesto je mesto v bistvu brez ljudi, ne. Čeprav jih je preveč.
Ampak hvala Bogu so tukaj kužki, in lastniki kužkov in sprehajalci kužkov in te, kot da zapolnjujejo te neke prazne prostore, te parke, ki ničemur ne služijo. Hvala Bogu, da so in da se srečujejo in da se potem ljudje vsaj tako spoznajo. Omenil si Nejca Zaplotnika. Ko sem brala tvoje intervjuje ali pa tvoje odgovore, sem zaznala, recimo, da kot nekaj, kar te je definiralo ali pa kar te je zaznamovalo ali pa česar se rad spominjaš, recimo je Sartrov Gnus, je Orwellov 1984, je Šalamun, njegova poezija, je Rožančeva ljubezen, seveda vedno omeniš Pankrte, omeniš Tuliča in Azaro, tudi zdaj si jih. Nejca Zaplotnika, kot pravim. Kaj pa te recimo zdaj definiralo v zadnjem času? V zadnjem času Šostakovič. Poslušam manično Šostakoviča, skozi se vrtim okoli nekaj njegovih koncertov oziroma klavirskih sonat Šostakoviča poslušam. Potem Nick Cave, nenehno, glasba, utapljanje v glasbo, takrat, ko ne morem pisati, ko ni pisanja, ko ni besed, glasba. In predvsem to. In knjige, ki jih odprem, pa jih ne dokončam, oziroma ki začnem brati, pa jih zaprem nazaj, pa rečem, da jih bojo prišle na vrsto kdaj drugič. Zadnji roman, ki sem ga prebral do konca, ki mi je zelo ostal v spominu, je roman Druga preteklost Vinka Möderndorferja. To je že nekaj let nazaj, ampak ga vedno znova omenjam, ker je dokaz temu, da v bistvu ne vidimo tisto, kar bi morali videti. To je res fantastičen roman, ki je popolnoma ušel širšemu bralstvu, se mi zdi, ampak meni je pa legel močno nekam. In vedno znova vzamem Kocbeka, Tovarišijo, to je moj talisman skoraj. Ko ni nič drugega, odprem kjerkoli, Tovarišija, Kocbek, kako piše, kako doživlja svet, kako vidi, kako gleda, kako opazuje, kako komentira ljudi. Potem Rožanc, seveda vedno znova, njegove eseji in še mnogi drugi berem, seveda še vedno tudi v hrvaščini knjige, tudi hrvaške avtorje, Kirina, nazadnje potem Jergoviča, tudi dostikrat pokukam vanj. Seveda Semezdin Mehmedinović, en čudovit pisatelj, sarajevski, ki je živel dolgo v Ameriki. To je v bistvu pisatelj, ki mi je morda celo najbližje, sploh v zadnjem obdobju, po sentimentu, po načinu pisanja, po načinu, kako doživlja svet, kako ga slika. Dejansko, kot da bi ga slikal. In tudi zares njegov sin pol postane fotograf in potem se združijo fotografije sinove z njegovimi besedami. To se mi zdi nadgradnja neke pisateljske zgodbe. In veliko jih je, takih tudi pesnikov, pesnic, veliko pesnic zadnje čase. Ana Pepelnik, čudovita pesnica. Kako bere, ne samo kako piše, bere v Berlinu, poslušam jo in sem navdušen nad ritmom, nad načinom, kako izvaja in sploh takšnih pesnic je pri nas ogromno. In to je, kot da bi bilo mesto pesnic, Ljubljana, in to odličnih pesnic. In to se nič ne vidi nikjer in to moraš poiskati. Moraš iti v knjižnico, moraš iti v knjigarno, moraš kupiti, moraš odnesti domov, odpreti in začeti brati in se čuditi, kako je to dobro. Tako da to so te zadeve. V antologiji slovenske poezije športa je tudi pesem Roka Petroviča Utrujen. Kako je prišlo do tega, da si jo lahko umestil v knjigo? Si se mogel s kom dogovoriti? Kako si v bistvu prišel do te pesmi? In na kak način si izbiral pesmi v knjigo? Antologija slovenske poezije športa se je v meni dolg časa nabirala.
Začela se je pa s srečanjem z Markom Pavčkom, srečanjem z njegovo pesmijo, seveda, ne srečanjem z njim, ker ga žal nisem niti mogel srečati. Kako sta cel dan igrala namizni tenis in potem je začelo deževati in potem sta se skrila Zlezla pod pod mizo. mizo in ona je rekla, kako rada igram podmizni tenis. Mogoče ni čist tako, kot je Marko napisal. Igrala sva ping-pong, začelo je deževati in zlezla sva pod mizo, deževalo je cel dopoldan, ves čas sva bila tam spodaj, tako rada imam podmizni tenis, si rekla. Bravo. Če to ni ljubezen, potem ni nič drugega na tem svetu ljubezen. In ko sem to pesem prebral in sem potem nosil in jo še vedno nosim v sebi, in nekega dne sem potem še srečal pesmi Vitomila Zupana o boksu in tudi to me je popolnoma prevzelo in potem se je nabiralo in potem Rok Petrovič in vedno ta želja vedeti več o njem, kdo je bil ta fant, zakaj je tako gledal, ko je bil na štartni črti, ko je zrl na progo, zakaj je ta pogled bil čisto drugačen od vseh ostalih in zakaj se ni smejal, takrat, ko so se vsi smejali, zakaj je preprosto bežal tam, kjer so vsi hoteli biti. Verjetno je navijal tam, kot ti praviš, tam, kjer drugi ne navijajo, ne? Ja, ne, in v bistvu je iskal nekaj povsem drugega. In potem se zgodi, da slišim, da je pisal in seveda nikoli takrat, ko smo navijali za Roka Petroviča, se niti v sanjah ne bi mislil, da je v tisti trenutek, tisti čas, ko je zmagoval v svetovnem pokalu, v slalomu pisal pesmi. In to takšne pesmi, v katerih piše ravno o tem, kako je sam, kako ne more sodelovati pri vsem tem, ne? Kako ne more biti z njimi, vsemi, ki ga nosijo na rokah in so polni. Lahko preberem en del? Utrujen sem od ljudi, pa jih imam tako zelo rad. Kako je mogoč tak paradoks, kako iz tega, kdo mi lahko pomaga, ali se sploh lahko rešim te utesnjenosti, ne bi rad prizadel ljudi ali sebe. Utrujen. Pa to je fantastično in to je točno to in to je paradoks. In ta paradoks, o katerem govorim, in o Branetu in potem zven, da sta se Brane Bitenc, pesnik, ki je imel RC, seveda Jelanke spodaj nekje v kleti, a ne, ampak jih že dolgo ni dal na noge, ne, da se ta Brane sreča s tem Rokom Petrovičem nekje v Ljubljani in da potem preživita celo noč na Bolgarski, kjer je Brane takrat živel, na Vodmatu torej, in se pogovarjata o poeziji, o muski. In vse to me je toliko prevzel. To zgodbo tudi na Punkturi namreč poveš, ne? Če se spomnim. In ta Punktura je tako nekaj med vodičem, performerjem, recitatorjem. Kaj ti čutiš na tej Punkturi? Vem, kaj doživi pač nekdo, ki gre na to turo, se spomnim izpred par let, ampak kaj ti čutiš, ko greš na vse te punkte? A je to ta nostalgija ali vidiš samo Ljubljano, ki je ni več, ali pa čas, ki ga ni več? Meni je neverjetno to, da vendarle 3 ure sem na kolesu, ne, in nisem rosno mlad, daleč od tega, ne, včasih se hecam, da je to že malo tako kot oni partizani, ki so golaž kuhali, ne, pa pol nam hodili pripovedovati, kako je bilo v gozdovih, ne, pa kako so se z Nemci spopadali, pa tako, ne. Ampak vendarle v te 3 ure, ne, me na nek način tako čudno izpolnijo, ne. Nekdo je nekoč napisal en v pismih bralcev, ko je prebral Veš mašina svoj dolg in to sem si pa zrezal, nobenih kritik, nagrad, ampak to, ne, neka čudna radost. To je, ni mogel najti, očitno je bral, pa ni vedel, kako naj to sploh označi, to, kar bere. Čudna radost, nekaj tazga. In to je nekaj podobnega, ne, med neko melanholijo in nekim čudnim veseljem, ne. Da to še nosiš v sebi. Po drugi strani pa tudi jaz pomagam samo sebi, da se še kaj spomnim. Ker imam blazno težavo s spominom, ne, in veliko megle, veliko rock'n'rolla je bilo in veliko se je pozabilo. In potem, ko pripovedujem, jaz vsakič znova še dodam, ne, da to Punktura ni nikoli enaka, ne, nobena ni takšna, kot je bila prejšnja. In zato, ker se spomnim pol tam,
ali mi pa še kdo pove in potem se srečamo, ne, in je spet tako kot na vodmarskem igrišču, ne. Vedno se še kdo najde, ki še več ve, kaj jaz, ne. Seveda on drugače pove, dovolim in potem se pogovarjamo in to je 3 ure in potem pride kakšen res mlad fant in jaz vprašam fotra, ki ga je pripeljal, zakaj ga pa pripeljal, pa nas zdaj 3 ure poslušal, kaj smo se mišli leta 80, pa on meni reče, počak. In 3 ure zbrano posluša, se vozi z biciklom, vrtimo tudi glasbo zraven in na koncu prav, da to je bilo njemu fantastično. Ne. Jaz rečem, to je čudež. Da nekdo, ki je v tem času, ki ima na voljo vse, kar ima na voljo, da se lahko za trenutek tako umakne iz vsega tega in se oprime te melanholije in jo 3 ure skupaj z mano prevaža po mestu. Ne. Ja, rad grem, pač še vedno še enkrat recimo v Savsko naselje, pa na Vodmat, pa na Železniško, ker drugače ne bi šel, ne. Pa grem punk tura naredim, pa 3 ure grem tja, kjer bi itak kdaj pa kdaj moral. Včasih bi moral iti sam na sprehod, greš na Miklošičevo, sam sprehod se. Pa na Nazarjevo. To je tvoja ulica. To je tvoja ulica, ne. Saj na Miklošičevi te navejo takoj podarala, ne. Tako kot na Karlovem mostu v Pragi, a ne. Melanholija, tudi hrepenenje je v bistvu praktično v vseh tvojih tekstih, besedah, opisih, veliko je tega. Kakšne barve je hrepenenje? Hrepenenje tako rumeno bi lahko bilo tudi sivo-modro. Sivo-modro, zaton sonca nekje proti jugu, zaton sonca, ko se obarva, ne. Tam nekje je hrepenenje. V času umetne inteligence, ki piše na ukaz, kaj so pesniki? Pesniki so tisti, ki jih nobena umetna inteligenca ne more pretentati. Nobena umetna inteligenca ne more biti tako neinteligentna. Nekaj bi še prebrala iz tvoje knjige, upam, da bom našla. Za konec. O lovcih na otroške duše. Lovci na otroške duše so nenehno na preži in ko zavohajo otroka, zaprtega v telesu odraslega, nimajo usmiljenja. Ljudje ne marajo iskrenosti, ne, ljudje ne marajo v resnici tega, da je nekdo še vedno otrok, da ohrani neke te iskre, da ohrani spomin, melanholijo, da otroka v sebi ohranja v odrasli dobi. Zakaj? Zato, ker v bistvu nihče noče napak delati. Pol je to, ne. Pol ne smeš napak delati. Ne. In potem je vse samo še to. Ne. Ali te lovijo, ali sam sebe loviš. Ne naredi te napake, ne naredi je. Ker pač boš moral plačati za to. Ne. In boš videl. Ne. In tukaj je razlika. Otrok dela napake. In to je del otroka in sploh ne ve. In v tem je stvar, ne, da ne ve, se ne ve. In šele ti mu poveš, ti mu vzameš igračo. In tako to gre, pol pač ni več toliko zabaven. Ne. Dokler bomo delali napake, smo ljudje, ne? Absolutno, ne, seveda, ampak jasno, v napakah je velik spekter, je širok, ne. In tukaj je pa potem tudi veliko izkoriščanja. Ne. Tega izkoriščajo pa včasih napačni ljudje. Tisti, ki nimajo otroške duše. Seveda, ne, in v bistvu te so nevarni, ne, in so vztrajni in so v bistvu nezanimivi in so brez talentov in so pa vztrajni in ne odnehajo zlepa in ubijajo duha povsod, kamor pridejo in to jim je uspeh. To je ta čas zdaj. Esad Babačić, hvala lepa, da si bil moj gost. Hvala lepa, da si prišel v NN podcast. Lepo je bilo. Hvala lepa tudi za pozornost vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Že naslednji teden smo spet z vami z eno še bolj nenavadno, bi rekla, epizodo.